ker smo zdaj vsi prisotni, prezentni, deloma, celote, tako da kar pač lahko začnemo. Pač ne bomo zdaj obnavljali tistega, kar so že povedali, pač tisti, ki se ukvarjajo s produkcijo koncertov malo na večjem nivoju, ampak bomo šli malo nižji nivo, oziroma tam, kjer pač mi delujemo vsi, se pravi alternativna scena v manjših klubih. Tako da tema, o kateri se bomo pogovarjali, je precej jasna, prihodnost te teme pa žal ni. In pač zdaj tu smo vsi neki organizatorji alternativne scene v manjših klubih, pa bi po mojem pač poznamo se verjetno vsi med sabo ali pa mogoče nekateri ne, tako da bi prolog nekako izkoristili za predstavitev, pač kdo smo, kaj delamo, pač da bo malo bolj jasno. Pa lahko kar začnem s sabo, pač sem Luka Kutuša v Brutal Partizan društvu, najbolj delamo v MC Pekarni v Mariboru. Z mano je pač še Darjan z ekipe, tako da mogoče ti kar vodi naprej, ki se ne bo ponavljalo. Ja, hvala lepa. Sem Darjan Urenčič, sem vodja oziroma predsednik društva Brutal Partizan. Organiziramo večinoma koncertne dogodke, včasih tudi kakšne druge dogodke, kot literarne večere. Ampak v glavnem, kako sem rekel, koncertni dogodki. Zdaj večinoma organiziramo v MC Pekarne, to zdaj že od leta 2014, dejansko jaz sem prvi začel, te pa postopoma se je Luka pridružil, Vanja in tako naprej, vsi ostali. Zdaj uradno kot društvo smo začeli 2017 delati, od takrat naprej smo tudi vse bolj intenzivno začeli, ne. Pa tudi smo začeli recimo v Beltincih organizirati, recimo v Ambasadi, ki žal več ne obstaja, potem v Mansardi, tudi v Radgoni recimo. Tako da ja, večinoma tako v severovzhodni Sloveniji smo organizirali preden se je začela ta korona. Zdaj z moje strani mislim, ko je to dovolj, pa bi kar naprej predal besedo Tomažu, ko se predstavi. Pa potem tako naprej. Tomaž Ros iz Mladinskega centra Gornja Radgona. Jaz sem zadnje 3 leta prisoten v Radgoni, drugače sem na sceni že od recimo 2002-2003, tam nekje smo začeli v Beltincah, v Ambasadi Štefana Kovača organizirati razne dogodke. Bil sem tudi v Miki nekaj časa, zdaj zadnje 3 leta sem bil prisoten vodja Mladinskega centra v Gornji Radgoni. Delamo pač razne koncerte, vse te raznovrstne oblike kulturnih prireditev, od pač predavanj, delavnic, otroških predstav, gledaliških predstav, pač vse, kar je povezano s mladinskim klubom. Fejst so popularni tudi recimo, ne vem, potopisi, razstave in tako naprej. Če glih pa tisto nekako osnovno elementarno, ne, je še pa vedno pač koncerte, ne, pritegne itak največ ljudi, pa tudi največ zanima. To z moje strani. Žan? Živjo, sem Žan. Jaz delujem v Fundamentumu. Mi organiziramo koncerte Alternativa v Ortobaru večinoma. Do zdaj smo imeli tudi en koncert na Metelkovi, ki je bilo iz balkona Čena Zirota. V ekipo sestavlja 5 ljudi, sicer jaz, Simon Fabjan, Nuša Vehovec, Jan Oblak in pa Jernej Koprivc. Začeli smo lani, mislim, da zdaj imamo eno sezono. Pol koncertov smo sicer mogli prekiniti zaradi korone, ampak upajmo, da bo šlo čim prej naprej, ne. To se je tako. Kar naprej, oziroma lahko kar tisti imenuje naslednjega, ima to pravico. Gremo Sale. Servus. Sem iz društva Železni aktivizem iz Velenja. Mi delujemo tudi že od 2014. Ukvarjamo se pa z organizacijo koncertov, pa na začetku smo se ukvarjali z organizacijo prevozov na koncerte. Tako da to je to morales, no, v teh letih smo organizirali kar nekaj koncertov, malo večjih, malo manjših, in zdaj zadnje leto se je pa pač zaustavilo vse skupaj in čakamo na zeleno luč. Tako da ja, jaz povem naprej, Herman! Hermanito. Hermanito. Zdravo, Sašo Herman moje ime. Ga delujem v sklopi Mika.
organiziram metal klavnice. Zdaj že počasi 20 let. Tako bomo pa videli, kdaj bomo naslednje delali. Z mano sodeluje še Tilen Sapač, kaktonski mojster. To pa je tudi večji del ekipe. Imam pa še zmes kakšne pomagače. Besedo pa predam Matjaži. Aha, tako. Bil sem muted, zdaj več ne. Torej, ja, sem Matjaž. Prihajam z društva A Cure for Happiness. Lani sva s Kristjanom Matjašičem začela nekak koncerte delati in sta sledila 2. Letos pa smo potem tudi uradno postali kulturno-umetniško društvo. Ko je 1-2 koncertiča sta se zgodila, pol pa je korona vsekala, ne. Ste precej ob neugodnem času začeli organizirati, ne? Res je. Škoda, ja. Kaj, prvega smo mi imeli skupaj, 10. julija, ko smo vam pomagali. Tako da bi jaz kar začel s prvim vprašanjem izmed mnogih, ne, v tem podcastu, in sicer kak je recimo prihod koronavirusa spomladi, se pravi 8. oziroma tam marca, v začetku marca, ko so vse te ukrepe dali v veljavo. Kako je recimo okrnilo vaš klub oziroma tisti plac, v katerem delujete, in posledično tudi pač program, vaš program za naprej, ne. Tako da najboljše bi bilo zdaj, ko bi dal besedo Ravsu, kak je bila zadeva, se pravi, teh pred korono, in kako je sama karantena oziroma koronavirus vplival na sam program pa na sam klub. Pa nam povej malo več o tem, prosim. Praktično se je za 2 meseca ustavilo vse, kar je povezano med našim delovanjem. Več obremenje smo samo nekaj še spletne zadeve probali nekako forsirati. V bistvu pri nas je tudi en drugi problem, ne. Vi ste zdaj večinoma z nekšnih razen pač Herman, ko so delali z Mikom, verjetno bolj neuradnih oblik, ne. Mi smo vseeno nekšna institucionalna oblika, mladinski center, ne. Mi recimo na začetku leta moramo napraviti en letni program dela, ker ga nam odobri te programski svet našega zavoda. Plus, ko imamo eno sredstvo, ker te prijavljamo v Uradu za mladino in imamo pač nekšne letne programe. Tako da sigurno je že to v osnovi, ko ti pač se scancela polletni program za naprej, ne, ker se ti vse poruši celi sistem in moraš pa znova delati vse te zadeve, ne, in se znova dogovarjati z izvajalci, z soorganizatorji in tako naprej. Tako da to je že pač ta prva zadeva, ki je, mislim, najbolj presekala takrat. Dobro, mi smo itak vajeni vsega hudega, sploh če prihajate z te scene, ne, sami dobro znate, kako to je, ne. Tako da smo se pač prilagodili, kako so se znova odprle zadeve, kako smo lahko znova začeli delati, smo šli bolj na polno, ne. Tudi ogromno nadver vložili, ko smo nadoknadili tiste zaostanke, se vse na novo. In zdaj, kdaj mi je zopet zalaufalo, recimo tako, ko smo lahko delali ene zadeve, koliko toliko recimo še v mejah normale. Imeli smo recimo zdaj čez poletje dovoljenje za prireditve do 500 ljudi, ne, seveda ob upoštevanju vseh zadev v zvezi s COVID priporočili in tako naprej. In evo, znova so nas pač prekinuli pač naše delovanje. Tako da ste probali malo nekaj delati, ampak na koncu je vseeno. Pa trudimo se pač, koliko se da, ne, kakoli na vse razmere, v katerih se nahajamo, tako kot vi vsi, ne. Ampak pravim, je pa zelo težko, ne, sploh pač tisti prvi polovici leta smo recimo imeli še neke aranžmaje s tujine, ne, imeli smo dogovorjeno za konec aprila King Duda, recimo, ameriškega Troubadourja, ne, komaj smo čakali vsi, ko se bo to zgodilo, seveda. Zdaj, v drugi polovici leta smo pa recimo, sploh se nisem več menil z tom postkoronskom obdobju po prvem valu, ne.
se niti več nisem menil z nikim s tujine, samo še z našimi domačimi izvajalci. To je pač primer s prakso. Ja, pač King Dude je bil tisto, ko sem te pač to vprašati, pač ne, vsi smo nekako čakali tisto in smo tako, ko se je bližal virus, smo si bili samo ne King Dude nadpovejo, ne, in točno to je te prišlo. Pač tudi, ne vem, se mi zdi, da pač te stroge regulacije, pač kulture v primerjavi z ostalimi deli javnega življenja, pač saj, če so razlogi za to, pa pač smiselnosti za to, da je pač lih kultura dobila takšno porcijo šamara. Dobro, kultura je dejansko bila na prvi bojni liniji, ne? Prvi šamar je dobila, če tako gledaš, do zadnjega so pa zavlačevali recimo z verskimi obredi, ne? Kar je čist, vsaj meni, nerazumljivo, ne? Ne, zakaj prvo kultura, javne prireditve, na koncu pa potem verski obredi, ker so itak pač isti rizik, če tako gledaš, ne? Ja, pač tako se pravi. Zdaj pa recimo, ne vem, kakšen je pa bil recimo odziv ostalih sodelujočih v vaši ekipi ali pa klubi, recimo ti Sale, pa mogoče potem še Žan. Kak je bilo to sprejeto v ekipi? Ne vem, so mislili, da bo hitro konec ali so bili bolj pesimistični? Ne. Pa tudi pač prejšnje vprašanje, kak je vaš program bil okrnjen, pač splošno. Pri nam je bilo mi sodelujemo pač z MC plačo in skrbimo za metal koncerte, ne. In zdaj imamo tistih par koncertov na leto in ko se vse skupaj to začelo delati, so pač mi potihem upali, da bo vse okej in še vedno nekako planiraš, a ne. Ko so pa festivali začeli odpovedovati termine, ne, pa nekako vidiš, da okej, da šiti zel, ne. Vse gre v kurac, da smo pol tudi mi videli, da brez veze se karkoli dogovarjati s tujimi bendi. Smo pol začeli neko z lokalnimi in smo pač še kar delali na to, na naš termin smo upali, da bo šel čez, ne, ampak vedno, bolj ko se je približeval, bolj je kazalo, da pač ne bo moglo biti nič zaradi pač čist butastih norm, ki moramo upoštevati in tako dalje, ki so čist nelogični. Tako da ja, no, čist nas je vrglo iz tira, bi rekel temu, ja. Tako da smo mogli počakati na malo lepše vreme, da smo lahko ven začeli za ven študirati, kaj bomo zunaj naredili, ne. Ja, mislim, vse nas je res to prizadelo, pa tudi pač tiste udeležence koncertnih dogodkov, ne. In zdaj upam tudi, ko se bo poboljšal, ampak težko. Bomo videli, kako bo drugo leto, pa zdaj bi naprej dal besedo kar Hermanu, ko Herman malo kaj pove, se pravi v besede. Kak je dejansko tvoj klub oziroma tvoje delovanje korona prizadela, ne? Ja, dejansko, kako sta že oba pravila, tako Tomaž kot Sale, vse je šlo, kako mi pravo, po prepadi doj. Enostavno, vse se je končalo, sicer v klubi so še imeli, ne vem, 2-3 evente, tako še menjše, ampak to je to, za 50 ljudi in nekoga štrine se vlečte, je dokaj nehvaležno, kar sem ti sam videl pač na Dunaju. Ampak nekako se mora nadaljevati pot. Zdaj, kdaj bomo začeli pa kaj delati to, kako ste si pravili, kako ste oba do zdaj pravila, to bomo še videli. Zaenkrat spet slabo videti. Tako bomo mogli, ne vem, očitno začeti doma piti. Nisi sploh še dojel, kaj se dogaja, ne, pa ti bilo tek, okej, v redu, bo pa vedno bolj dlje, ko je trajalo, to je bilo tek, fuck, no, itak si že sam rabu neki, ne, se če spustiš en koncert, 2 koncerta, en mesec brez koncerta, ni panike, ne, to je pa vedno teže, pa vedno bolj fucked up vse skupaj, ne. Jaz se še recimo spomnim, ko smo se ti pogovarjali marca, pa to bo zdaj hitro minilo,
Zdaj bo poletje, itak, festivali bodo šli skozi, ne. Zdaj smo se bližali maju, te je že vse pod dvom je bilo tisto, ne, konec maja, ne bo festivalska sezona šla skozi, ne. In dejansko je tako bilo, da upamo, ko zdaj naslednje leto bo šlo skozi. Jaz skušam biti optimističen glede tega, ampak ne vem, mislim, zdaj... Ne kaže glih najboljš, to je res, ja. Pa to se tudi spomnim, kaj en članek je nekje tam aprila, maja ven prišel, ka baje naj bi bilo koncertov še vse do jesene 2021. Pa fej se bojim, ko bo to dejansko res, ja. Tisto, ko sem videl ta članek, sem bil, pa kaj ga bluzite, stari, pa ziher, bo zdaj do poletja že nazaj, ne, ampak dejansko da vidimo, ni tak. Bomo videli, saj to je še kar hitro, bo zdaj prišlo 2021 pa tako da bomo videli. Ne vem, Žan, ti še kaj povej, kako ste vi z ekipo se soočili s tem, pa pač tisti prvi spomladanski šus? Ja, spomladi v bistvu mi smo imeli že 3 koncerte za naprej bukirano, vse zmenjeno, ne. Smo čakali do zadnjega, pa se itak vse preklicali, smo se zmenili, da bomo nadaljevali naprej, koliko bo spet možno, ne. Porto je tako zaprt čez poletje in nismo poleti nič delali. Pa zelek se je odprl, da je septembra, oktobra, nam je lih en koncert ratal speljati, imeli smo že cel let planiran, ampak bomo očitno spet prestavljali cancel. No vem, jaz na začetku sem pričakoval, so vsi rekli, 14 dni pa bo. Ja, smo videli, kako. Ja, ko ste omenjali ravno festivalsko, ne, dogajanje, mi smo tudi za praznik dela 1. maj načrtovali festival z našim imenom A Cure for Happiness. Bil bi en dan sicer 5 bendov, večinoma iz Italije. Karte so že bile pripravljene, da se prodajajo preko OnParol, ne. K sreči nismo nič prodali, ni bilo treba nič vrniti, ker se je stanje že skristaliziralo, da ne nič, ne. Sicer smo za to leto imeli enih 8 koncertov planiranih, ko je kazalo malo boljše, ne, zdaj, kaj vem, maja spet oziroma ne, poleti, moram reči, smo mislili imeti na Pruhu, to je en tak zapuščen kamnolom, ki je tudi prišel pod nas, bom lahko rekel, da se dajo koncerti organizirati, prirejati in tudi pač nudimo samo lokacijo ostalim. Tam smo torej hteli imeti en tak manjši screamo event z bendi iz Češke, Hrvaške, pa je tudi to splavalo po vodi. Potem smo pa uspeli vseeno, ne, s tabo Darjan, The Canyon Observer pripeljati v Maribor. Tukaj sta mislili še biti hrvaški bend Bednja, pa še Heksis, tujci. Valjda niso mogli priti, Bednja bi riskirali karanteno takrat, ki se ne bi mogli privoščiti. Tako da zdaj vsaj Heksis računamo za naslednjo leto, oktobra, smo na vezi z njimi. Tako da upam, da to bo, ampak čemo videti, ne. Bomo videli, kako bo, ja. Zdaj, Gert, ti si že malo preskočil na tisto poletno sceno, ki je bila nekaj pač omejitev, pa so se nazaj eventi pojavili. Ja, pač gremo malo še nazaj na tisti marčevski šus, pa zaprtje vsega, pač ono. Pa me zanima, spravi klubi, s katerimi sodelujemo, pač, ker reprezentamo. Če so izgubili tisto vez, oziroma na kakšen način so poskušali ohraniti vez z občinstvom. Ne vem, pač videli smo, da so recimo malo večji kot Kino Šiška, pa te objavljali stare koncerte, poste, memorije. Pa me zanima, kako so vaši klubi ohranjali stik z občinstvom. Ne vem, so imeli podobne stvari, postali slike, pač vnaprej, kaj mogoče dajali upanje. Ja, mi smo v tej probali pač nekako animirati celo naše občinstvo in naše uporabnike. Nekako smo promovirali tudi pač eno solidarnost pa prostovoljstvo in te zadeve, tako smo
zrihtali tudi ene prostovoljce, ki so se recimo potem po Gornji Radguni delile te zaščitne maske najranljivejšim pa tak naprej, ne. Pač bolj smo tehnični community pa solidarni smo to promovirali v tom času. Ker dejansko, če pač nekših dogodkov glih ne moreš delati, niti ne smo znali, niti ne nišče znal. Kvečem kao še malo spletne objave, malo nekšni promovirali nekših razpisov, nekaj pač tisto, ko se prebrodi to obdobje in več ali meni je to, vsi smo samo čakali, ko bomo pa prišli nazaj pa šli delati. Sami isto pri Brutal Partizan smo tudi začeli objaviti spomine na pač tiste lepe čase, da so se dogajali koncerte, ne. In tudi nam drugo dejansko ni preostalo kot objavljanje, ne, pač v prvem valu, ko je pač vse to po domače povedano udarilo, ne, tudi nisem niti imel časa razmišljati, kako bi zdaj ti izvedel recimo koncerte na drug način, pa če se to sploh splača, če je to sploh v redu. Tako da ja, pač osredotočili smo se na objavljanje spominov in to je to. Tako da, Sale, mogoče, ti kaj povedal, kako ste se soočili s tem? MC, mi smo tudi kot društvo, smo tudi tu pa tam kako sliko objavili, kak posnetek, nič kaj, doskotek nimaš kaj, ne. MC so pa kar aktivni ostali, no, so, ne vem, začeli, na Instagramu so bili ful aktivni, so začeli z, ne vem, kvizi, kako preživljamo, itd., ne. Potem so začeli z teti live streamanje, je naredilo boom, ne, en se spomnil in pol so klubi začeli drug z drugim ponavljati. MC tek je s parimi koncerti, je live stream prenašal MC Plac, ne, tek so ohranjali stik z nami. Tako da kar okej, no, boljš ko nič, no, bi rekel. Ja, valjda, ja. Ja. A ti, Matjaž, imaš še kaj za dodati? Mislim, vi ste zadnji niste kaj dosti organizirali. Res, ja. Se zagnali. Pač tudi nimamo nekega svojega kluba, ne, sicer smo dejavni v Mariboru pa okolici, tako da smo pač zaenkrat vezani na vas, ki ste tu malo dlje na sceni. Sicer ja, kaj bi rekel, pač na Facebooku smo malo dejavni, objavljamo, kaj nam je všeč, kakšne videospote, objave bendov, ki so nam všeč, take novičke, mogoče kaj z glasbenega sveta. Sicer imamo tudi Discord server, kjer med sabo delimo muziko. Tako da vabim tudi vse vas, ki ste tu danes, pa tudi gledalce, da se pridružijo. Vsak dan kaj novega vleti. Se malo glasbeno izobrazimo še dlje. Pa niste imeli nekega podcasta, nekaj z Kristjanom? Točno to smo tudi delali, da se predvaja tak en album nekemu poslušalcu glasbe, ki pa ni ravno točno v tem noter, ne, v tem žanru. To sem malo spremljal, pa se mi zdelo kaj izvredi, dejansko, ja. Pač, če ne moreš že koncertov organizirati, potem valjda take alternative so zelo dobrodošle. Zdaj, mislim, to je zdaj vprašanje za vse. Kako se vam zdi, recimo, mislim, podvprašanje, ja, kako se vam zdi, recimo, zdaj ta koronavirus, ko je prišel, pa karantena, pa ko ne moremo organizirati koncertnih dogodkov, se vam zdi mogoče da se je pač ta, če tako rečem, kulturni sektor mogoče malo bolj med sabo povezal, kot pa prej. Ja, v smislu, recimo, tisto, kaj je bilo, ne, pač se mi zdi, da tudi manjši klubi nismo tako fejs utrpeli, oziroma pač nimamo zaposlenih, ki bi pač izgubili službe po to. Na primer, We Make Events, smo vsi klube osvetlili v rdečo, ne, pač v smislu, opazili smo drug drugega, pa pač prižgali svoj beacon, tudi za druge, recimo, ki pač so bolj utrpeli. Pač samo sem dodal dareno vprašanje. Torej, recimo pač manjši organizatorji, to definitivno nimamo toliko problemov kot recimo večji organizatorji, ker pri večji organizatorji oni imajo za sabo
še ne vem koliko ljudi, ne vem koliko vsega tega, kar pač se vleče za njime, ne. Medtem ko mi smo bolj, vsaj to na podlagi Brutal Partizana govorim, smo bolj do it yourself koncerte, ne. Se pravi, pač imamo vstopnino, simbolično recimo 5 €, včasih smo na pozitivni nuli, včasih negativni nuli, včasih plus, ki pokrije pač tisti minus in tako naprej. Pač nimam tistega rizika zaposleni oziroma tisti ljudi, ki so za nami, ne. Zdaj, to pa zna biti problem pri večjih organizatorjih, ne. In zdaj nas zanima, kako je recimo pri vas bilo to vse. Recimo, kako se vam zdi, se je pač kulturni sektor bolj povezan med sabo, bolj solidarno sodeluje, ali kako je pač, recimo, ko začnem spet pri Rosu, če bi kaj povedal glede na to. Da si enkrat ogroženi ali napadeni ali kakorkoli, da se nekšna ta linija vzpostavi, sovražniki, prijatelji, ne, in valjda celotni sektor se te nekako poveže, ne, in začnemo solidarni, začnemo se še bolje povezivati, kako smo se mogoče prili, ne, in začnemo skupaj iskati nekšne rešitve. Tako je bilo tudi recimo pri mladinskih centrih. Zdaj že dva sestanka, ker sta potekala preko Zooma, ker pač nekako fizična srečanja v trenutni situaciji niso možna. Se več ali manj vrtijo samo še, komu zdaj, dajte primere dobrih praks, kako delate drugi mladinski centri, kako smo se organizirali, kakšne so naše možnosti, kamo lahko sploh delali, ne. In na tej način nekako pač probamo iskati neke skupne rešitve, pa predloge, kako bi pač lahko v danih okoliščinah delovali, pa tudi za naprej, recimo, nišne zadeve razvijali skupaj, ne. Tako da, kako je po eni strani mogoče to slabo, pač cela ta zadeva z covidom, kako smo tudi že prili nekako malo namignuli, ne, ko se vedno tudi na kulturo gleda kako na zadnjo coklo, ne, in na neke še nevladne organizacije, kako nišne parazite in ne vem, kaj nam sporoča ta naša strahovlada. Mislim, ko so bili to nekšni nastavki, kje pa se mi začnemo povezovati, sodelovati, kje se začnejo nekšne kreativne ideje ustvarjati, ne. Kje pa razmišljamo, kako se mogoče v tisti primarni osnovi nekšnega undergrounda more vedno razmišljati, ne. In vedno moramo imeti nekšne alternativne, vedno nekšne kreativne rešitve in tudi, če ne moremo delati koncertov, vsi znamo, ko so se tudi v tistem času korone pa poleti dogajale ene neuradne zadeve, pač ne znotraj seveda naših organizacij, ne, ampak scena je živela, scena bo živela, vedno se nekako da, ne, mi samo moramo najti tiste rešitve, kaj se pač momenti dajo. Ja, vedno se najde rešitve, pa meni se tudi tako zdi, pač, ko zdaj recimo celo alternativna scena se bolj povezuje med sabo, ne. Ker tako je pač vedno bilo, pač, ko je kriza, vedno folk stopi zraven skupaj, ne, pa skuša prebroditi tole krizo. Tako da jaz sem tudi glede tega optimističen, pa mislim, ko bo po vsem tem, ko se zdaj tako izrazim stranju, dejansko razcvet. Ja, pač zdaj, pa smo zdaj resno zašli v malo žalostne vode, ampak se malo vrnite v letošnje poletje, ko se je malo... Celotno leto je žalostno. Tudi optimistične, ne, ker vedno moramo računati na to, ko mi bomo vedno delali dale, ne, kakoli bo, ne. Je pa pač situacija takšna, kakšna je, ne, mislim. Seveda, in pač na to, da se treba prilagajati, ne, pač kak naprej. Se pravi, letos poleti so bili pač nekšne umilitve ukrepov, mislim, ko smo vsi tu organizirali nekšne špile, evente, tako da po mojem, da ta naslednja tema še kar pestra, pa bomo imeli dosti zapovedati. Osebno sem pač špilo pod organizacijo Skankov pa Fundamentuma, organizirali smo pa tudi, mislim, ka Herman je špilo v tujini, mislim, ka edini, vsi smo organizirali, tako da zanima me pač, ne vem, kaj ste organizirali, kje ste špilali, je bila inšpekcija, policija, kako je steklo, odziv folka,
Pa ne vem, mogoče bi s tabo začeli, Žan, pač, kaj ste vi delali v poletju do sedanjega lockdowna, spet zdaj. Pa pač gremo pač po vrsti, vsi malo povejte, kaj ste organizirali, kako je bilo, ne vem, pač čist v easy. No, mi smo organizirali v bistvu, da je bilo bolj poleti, je bilo na terasi Channel Zero, so bili Hellsword, Grob, I Am Disease in pa te novi Ensanguinate. Špilali se je v bistvu tako, da je bil folk na prostem, oni so igrali gor na balkonu, se verjetno poznate Metelkovo, ne? Pobirali nismo vstopnine, ampak smo pobirali te prostovoljne prispevke in folk je očitno pogrešal to, da se je nekaj nabralo, ne? Tisti koncert se mi zdel super, folka je bilo veliko, seveda je bilo treba upoštevati vse navodila NIJZ in to pač za varnost vseh. Tako da ta dogodek se mi je zdel res super, sploh po tej suši. Potem smo pa imeli še v Ortotu enega, so bili pa malo mlajši bendi, Terminal Disease, License to Hate, pa kaj še neki novejši Life on Display, mislim, da. To je bilo pa pač itak po omejitvah, šipa na odru, stoli v baru, pa ne vem, koliko 150 folka omejitev, pa se je nekaj folka prikazal, ne. Mislim, da je bilo v redu. Se vidno, da folk pogreša res te dogodke, mislim, špile. Energija ni ista, sploh koliko mora zdeti, ne, pred odrom, pa ti benč gre gor na odru, ampak treba tudi za minimalno zagrabiti, ne. Seveda, ja. Zdaj, če si že omenil sedenje Sale, vi ste pač edini festival sfurali, pa ste ga predstavili na sedenje, malo pač povedem. Ritolom. Ja, mi smo mogli spremeniti celoten režim, valjda, in smo jih skrajšali iz dvodnevnega v enodnevni festival, ker 2 dni bi že bilo težko. Ja, je bilo zanimivo, ne. Sicer smo šli prijavljati event prek MC-ja, zato ker je večja organizacija, bolj so poznani in njih bi bolj užgena take zadeve, ne. Kar je bilo drugi izziv, mislim, da celo težji kot dobiti to dovoljenje, je bilo to, da prepričati MC Plac, da pač bomo bili korektni in dosledni do teh pogojev, da jih bomo izpolnjevali, kot je sedenje itd., ne, ker se veš, metalci, da prijete, mošate, come on, dude, no, se bo šlo, da veš, zaupi mi, ne, pa tu je, mislim, da najtežje to pač prepričati, pa da ne, smo celoten program sedeti. In ja, bilo je tek pač čudno, ker pač vsi smo upoštevali navodila, ne, ampak vse je tek čudno, ko veš, kaj se obnašati, ok, zdaj peš sem, ki nekaj te usmerja, zdaj pa kao, grem do tja, ti dam roko, ne morem, kaj je zdaj, a ne, je bilo prvo, res je bilo čudno, ne, tek smešno čudno, ampak je pol neko steklo, ne, ker je spet, človek si tak navadi na vse in boljš ko nič. In je bilo prav fajn, ljudi je bilo ful. Se vidi, da folk pogreša, pa tu smo imeli res dobre bende in je bilo res amazing, v bistvu smo imeli največ folka zdaj. Tako da ja, pa ko sem se znal domenu, je celo enim bolj pasalo, ker pač mi smo imeli tek, da na mize so bile in kelneri so temno izslepivo, ne, ti si sam pač zaprl in to je bilo to. Tako da muzika ti ga je šopala, pa še kelneri so ti nosili pijačo, ne. Tako da je bilo kar zabavno, no. Sicer ni to, ampak ajde. Mi dva s Hermanom smo bila obiskovalca tega festivala, ja, tako da bilo je super. Tak, zato, kaj nam je bilo v redu, ne. Ja. Fenomenalno je bilo, dobro je ven, dobro je ven izpadlo, ja, definitivno. Ja, pač ne vem. Da ja, inšpekcije ni bilo nobene, drugač je bilo pa pravila, so bila pa butasta, ki smo jih mogli imeti, to je bilo absurdno. Najbolj absurdno je bilo to, pač
prva vrsta 8 metrov stran od odra, če ima skupina pevca, ne. Prav gledati rekord pač v špuhanju, je 6 metrov pa še neki, tako da že to ok. Drugo, kar smo dobili še dodatek, ker so se tako iz dneva v dan so se ti pogoji zaostrovali, ne, in smo dobili, da moraš imeti tudi, ko sediš, moraš imeti masko gor, ker ti lahko prepevaš za skupino, ne. Je bo že come on, dude, ok. In kao ta virus se kaplično prenaša itd. Kopališča, pa to je pa normalno, vse odprto, sam priporočajo ti pa 2 metra razdalje, priporočajo, ne da moreš, priporočajo, ne. Tukaj nas so pa jebali vseh možnih strani, ne tek, ne, pač, wow. Ja, mislim, mi z Matjažem smo imeli tole izkušnjo oziroma čast, ko nas je obiskala inšpekcija, ko ste vi organizirali, Matjaž, koncert, ne? In ti bi znal kaj več povedati o tem, kako je to izgledalo, ne? Se ne vem, ti si se menil te z njimi na koncu. Herman! Na koncu, ko je že bilo vsega konec, so prišli, ne? Ja, tako je dejansko izgledalo, ko so oni z kareto, se pravi, pač policija se je pripeljala malo pred 10 tja in so direkt čakali na točno uro, do 10 ure, če se bo koncert končal, ne, in so točno ob 10, mogoče kako minuto prej uleteli na koncert, se pravi na prizorišče, pa so valjda začeli takoj javiti, valjda so prišli tudi, mislim, kar 3 inšpektorji, en je imel tisto pederušo, ne. Se mi zdi, ko je tisti že malo prej bil na koncert, nisem zihar. Seveda, saj so pač opazovali. Ja, ko so že so opazovali, ampak so bili v stiku s policijo, ker se je te malo pred 10 pripeljala in so vsi uleteli točno ob 10. Še dobro, ko sem bili predtem končali s koncertom. Ja, tu moram pač pohvaliti band, ne, pač, ko so se resno držali 2 minuti, do je bilo, pa so se tako gledali, je pač encore, pa pač... Ja, folk je prav, tisti folk je hotel več, ne, ampak še dobro, ko je band bil koliko disciplinirani, ne, da je glih pred 10 končil, ker če bi še malo kaj pač začeli špilati, tebi je... Ja, pač bandi so bili, pač disciplinirani, pa se mi zdi, da so bili hvaležni, mislim, nasplošno zdaj govorim, da so igrali. Tako da mogoče, Herman, ti si največ špilov poleti, bi zdaj mogoče začeli s tabo izkušnje z tujine, kak je v tujini, pa mogoče potem končamo s tabo špil v Mariboru, ki smo ga mi organizirali. Malo povej, kak je v tujini bilo, kak je bil v Mariboru špil primerjave, nasplošno, kak glasbenik v tem času. Dejansko mi smo bili v Bratislavi pa na Dunaji. Bratislava, to je bil dejansko ne skvot. To je bila ena garaža, ki smo ven špilali pred garažo. Edno odpičeno. Pa tisto misliš, dobro, ne da nikoga. Na koncu je bilo prek 100 ljudi. Policije ne je bilo, vse je v redu bilo. Pa fej smo se znapili. Pa zanimivo, kaj ne je bilo policije, mislim, kaj je to bilo. Dejansko to ti je notri v Bratislavi, samo ti je obrobje in to so pač eni garažni kompleksi, kak si jih nekda, ne vem, te čist navadne garaže, ki jih zmes imajo pri blokaj, samo kad tam jih je ne vem, 30-40 komadov, ampak jih je bilo, kak je znam, 200 garaže, gdje tu i bendi vadijo, pa tak še zadeve. In okoli najbližji blok je bil po moje 5 do 10 minut hoje. To je mirno bilo, mislim, pritisni blok. Edini problem je, ko nam je pač tam organizator pravil, kad če ideš tam za ene garaže nazaj, ima tam en avtomehanik svoje zadeve, avto je, pa so njem izmest med koncertami kaj vničili, da so šli malo lepše stvari nazaj delati. Tako. No, drugi koncert smo pa imeli na Dunaji. Dejansko to je pa tudi fora bila, en teden predtem sem bil v Graci na Vejderaj, kjer je bilo omejitev 200 ljudi notri v prostore z maskami
Pa točno tisti vikend so Avstrijci pravili, ne več, idemo dol na 50. Na Dunaju smo pa špilali za 50 ljudi, ampak tudi notri obiskovalci so mogli imeti maske, nastopajoči ne. Prvi koncert, ko smo ga razprodali. To se odnog zgodi, ne? Definitivno. Je po noči doživetje, pa vse je pa tudi super bilo. Kaj pa, Žan, pri tebe, recimo, mislim, pri vas, ko se zdaj to organizirali med poletjem, ste imeli kakšne nevšečnosti, glede inšpekcije, kakšne prigode, nič? Ne. Vse šlo gladko. Hvala, ne vem komu, ampak smo res imeli, vse je bilo zrihtano. Cool. Hitro potrkaj po lesu. Ja, vidiš, to je zanimivo. Recimo, mi, ko smo organizirali na prostem dogodke zdaj iz septembra, recimo tudi nismo imeli problemov za inšpekcijo. Je pa prišla enkrat policija, zdaj ne vem, kdaj je to bilo. Glej pri Vulvatron, da je Herman. Ja, vi, da se špil. Prišla policija, ampak niti ne je dovašla, ne vem, če se vas je zbojala, ali ne vem, če nekši, policija imajo nekši respekt. Jaz sem že v Bratislavi, ko pridejo, pa dejansko med našim špilom skrešajo, ko to nešče posnema, ko bi te like video spod toga napravili. Pa ne. Pa ne, ovi so tam pri Gustafi letali, se pa ta so popišavali folk, ker je sedel pa normalno pil, ampak vi, ko ste tam ružili pa zajevali, do vas je skoraj prišel policija. Ja, strajga je bilo, definitivno. Da, čuv, kako zajevate. Nikdar ne veš, kaj naš basist Benjamin napravil. Od odzadaj. Odlično. Zdaj se trenutno se vidi, staj. Luka, mi smo imeli isto izkušnjo, da smo šli na fucking punk v Kranj. Ja, točno. V životi ti ne bomo šel na fucking punk v Kranj, samo tak mi je falili so koncerti, ko smo pač šli. Imeli smo izbiro, ali mu doma cepali, ali pa idemo ta. Pa smo šli pač ta. In to ti je pač tisto, da nekaj cajta nemaš toga, ideš. Rabiš distortion, ne? Točno to, pa dosta. In ne vem, jaz sem naprimer tudi, verjetno sem tudi eden izmed tih redkih, ki je sploh na festivalu bil to poletje. Kaj je festival? Antitrend festival na Češkom. Dejansko enodnevni festival, videl sem, kak je znam, 20 bandov ali nekaj tako. Na dveh si bil, vratolom. Na dveh. Samo vratolom, lek zemeš bolj, sicer je zunaj, ampak je enodnevni pa 3 bendi, to je zanimivo koncert. Ja, lej. No. Samo super organizacijo. Tako, dejansko Čehi tudi tistega cajta ne so kaj dosta modrivali. Zdaj se pri njih stvari tudi redno zaostrujejo, isto kak pri nas, oni imajo tudi že lockdown, tako vidlika, da je dale. Oni zdaj imajo to epidemiološko sliko eno izmed najslabših, ne samo v Evropi. Mi nismo daleč kraj. Pa mi smo kar, vsaj nekaj smo med prvimi, če ne. Zaradi Hermana, ne. Jaz sem z Česke prinesel. Ja, ta šel pa. Ta zdaj je pogotovo. Kaj pa drugače, ali pa res smo ta sem odnesel. Pa makar je drugače kakšen kolega v tujini, ki se ukvarja z organizacijo, pa nas zdaj zanima, vsaj meni zanima, pač kako je zdaj ta situacija trenutno v tujini, oziroma pred kratkim, kako je bila recimo septembra. Mi smo pri nas lejko v septembra že na odpretem organizirali, medtem kako je bilo v tujini, zdaj če ima kakšne veze, ko bi lahko kaj več povedal o tem. Zdaj se lejk dejansko oglasim zaradi tega, ker poznam kar nekaj ljudi, naprimer tudi te organizatorji, ki delajo Kaltenbach. Aha, ok. So tudi delali še vedno koncerte, pač tudi v Escape na Dunaji, pa ne samo to, tudi Vederi, pa takšne zadeve, to je vse. Na zaprejte je bilo razna maska, pa distanca, ali sedežni red je bil, ali kako je bilo? Ne, je bilo ničih sedežev, pa nič. Kdo je to bilo? Kdo je to bilo? Vederi so bili en teden pred tem, kako smo mi bili v Bratislavi, to je bilo ne vem, 5. septembra, nekaj takšnega, bil gole. Se pravi, v zapretem placu je bil koncert brez razdalje, brez mask, brez vsega.
Ne, z maskami. A samo z maskami, ok. Samo z maskami, ne, pač je bilo povedano, drži distanco, samo sami znamo, kako je to. Držal si distanco samo do piva. Pa še to slabo, ne? To je slabo, ja. Drugo bo nikoli, te pa pač, kako smo pa mi špilali na Dunaju, je pa pač prišlo ovo 50 omejitev znotraj prostora z maskami. Te kasneje, tako 2 tedna kasneje je pa že prišlo, kam morajo stolce imeti, kak naši pa to. Samo pač v ogroženih regijah. Kako pa recimo, ko si omenjal tako na veliko Švedsko, kako bolj liberalni model, bolj model odprtega tipa, mogoče kar zdaj zna, kakšna je situacija na Švedskom, če so zdaj recimo trenutno dovoljeni koncertni dogodki, če bi kar znal, če je kaj seznanjen. Tisto, ko sem ga štel, mislim, ko zdaj oni ti zaostrujejo malo proti prili, samo so cel čas imeli omejitev na 50. Zdaj, na 50. Pa s koncertami bilo, ja, pa ne vem. Zdaj smo te pač nekako prišli do toga spoznanja, ker pač publika je žejna, pa pač si želi koncerta, ampak če zaenkrat ne da še pač možnosti, dajmo se malo dotakniti teme digitalnih koncertov, streamov, hibridnih koncertov, recimo, kak ima trenutno, oziroma je do zdaj imela Kino Šiška, se pravi, ne vem, 100 folka je notre, plača vstopnico, ostale pa po polovični ceni oziroma nekšne simbolične cene plačajo stream in pač gledajo koncert na te način. Zdaj, verjetno, mislim pač po mojem, to ne da laufalo, dokler ne da resno hudo, ker je folk začel plačevati, ker vsi znamo, kako je včasih pač človek je težko dati 4 evre za 3 bende, ne, in zdaj, če prezrcalimo to miselnost, to se pokaže tak, ampak nemo nič naprej gučali, pa betonirali. Me zanima, ne vem, kaj si vi mislite o tom, pač se pravi streame, digitalni koncerti. Pač je o tom, mislim, tudi tak, ne, ziher je ne fizična prava izkušnja, kako da ti stogiš pred pravim ozvočenjem, ampak glej, mogoče pa do firme, kako udavljajo zdaj hišne kinuje, ko imaš surround zvok, do začeli hišni koncert in da ti, ne vem, štekaš, kupiš za nekšni cash to in boš pač doma gledal špile in boš kak tam zabavljen se, pač ne vkradniti idejo, če to od gledalcev gleda, hecam se. Pač zanima me, kaj si mislite o digitalnih koncertih, streamih, hibridnih koncertih, da je prođelo nebo? Štokoli. Jaz pravim, da itak človek se na vse navadi in se bomo tudi na to navadili, če bo prišlo tako daleč do tega, ne. Sem pa nek tak, kako bi rekel, protestiral proti temu in ne bom, no, ful dolgo, dokler res ne bo na krizast, ne bom tega šel, ne. Po zdaj niti ne moreš, ker če gledaš, niti folk ne more k tebi priti, da skupaj gledate, te lahko nekdo prijavi, ne. In zdaj, da sam gledam ta koncert po neki na normalnem zvoku, je tudi pač, ni smisla, tako da bi slabo lečeš šajbo lizne. Lepa primerjava. Tako da jaz upam, da ne pride do tega, ker pol bomo res izgubili humanost. No. Ja, razen, če bomo imeli VR očala, pa holograme, pa... Ja, no, veš, okej, imamo na Mart koncert, pa se gremo sabljati, nekaj, okej. Jaz pa fuck that shit, ne. Ne, jaz sem, na primer, ti takšnega mnenja, to je bullshit. Bullshit, ja. To pa samo zaradi toga, ker enostavno sami malo premislite pri sebi, pa kolikokrat ste šli gledati kakšen koncert, pa ste ga gledali pol ure. Mogoče si en komad pogledno, pa si šel dale, pa si nekaj drugega delal. Ne vem, to je, ko bi pa še plačil za to, ko mu gledal nekaj takšnega, to se mi pa še bolj nesmiselno zdi, ker enostavno nikakor se ne more primerjati z live izkušnjo. To je, se strinjam. Mislim, imaš to šanso, ko prek VR-a, ampak VR je tudi. Ne. Recimo, zdaj, če bo VR tako napredoval, ko boš ti
prek VR-a videl koncert, sam na tiste izkušnje, ne, da glej, tista izmenjava s folkom. Ne more hudo biti. Ja. To so lejko samo začasne rešitve s temi Tako, ja. spletnimi streami, pa to, ne. Glej, tudi zdaj, recimo, niti bendi ti ne morejo priti v tvojo občino, recimo, če bi že šel napraviti, ne. Pa te naj delam bende z ene občine, mislim, štekaš, ne. To so samo začasne rešitve, ne. Mogoče se pač za nekaj časa da, ne, pač te najbolj ne očakane, če tako povem, omogočiti vsaj nekšno približno izkušnjo, recimo, ko so stvari kao malo nekako vseeno normalne, ne. Ampak na dolgi rok nega variante, kot to prođe, ne. Kako sem prav, rajši delamo underground totalen, pa se te z vsemi tistimi zadevami, kjer pridejo z uradnimi osebami, pa postopki, pa se nabadamo, kako živimo v tej nekaj virtualnem sveti, pač kakoli, lejko nam je v nekaj pomoč, ampak ne more nam pa nadomestiti nekšne izkušnje v živo. Zaradi tega, ko so koncertni dogodki sam to je državni dogodek, ne, pač, ko ti izmenjuješ tudi. Ne gre samo na koncert, zaradi tega, ko bi videl koncert, mislim, velike večine, ampak greš tudi zaradi tega, ko pač imaš neko socialno interakcijo, ko pač izmenjaš mogoče kakšno mnenje, tako naprej, pač, kot ste vsi ostali tu pravili, pač virtualno se ne more za resničnost primerjati. To nikakor ne. In to ne more trajati, pač. Enostavno povedano, ne. Jaz bi se tu oglasil, ne, da se nam mogoče gleda en zanimiv stream, band je bil Wild Creature, taki doom metal, post, mogoče malo tudi, in so imeli v bistvu naredil različne zorne kote kamer, ne. Ena je bila na primer usmerjena, da si gledal tako, da imaš enega visokega tipa pred sabo, pa nič ne vidiš noter. Pol pač pred odrom čisto zadaj, ena kamera je bila usmerjena kvazi v enega tipa pred merch tablom, ki se tam dolgočasno pa pil pivo. Odlično. In pač imeli so tudi tak limited time, ne, kako dolgo si lahko pač gledal ta stream, pol pa so skinili dol. Pa lahko si plačal, lahko nisi plačal za to, pa pol na koncu si lahko tudi merch kupil, ne. Tako da si dejansko izvirnost lahko tudi sprehajal. Inovativno je, ja, skratka, mislim, Ni zdaj ko pač najboljši mogoče približek žive izkušnje, ampak ja. Mislim, ja. Po eni strani pa tudi si moraš privoščiti neko to veliko produkcijsko stvar, ne. Mi lih ne moramo razen, da tam svojimi telefoni streamamo na Facebook. Mislim, zdaj lahko tudi špekuliramo, kaj bo v prihodnosti, recimo, ko se bo VR tako razvil, ko boš ti imel možnost, ko se udeležiš koncerta v živo ali pa preko VR-a. Recimo, pa za VR plačaš, recimo, stopnino malo manjša, ampak to je samo zgolj špekuliranje, ne. Pač, kako bi se lahko to vse razvilo. Ja, zdaj bomo videli, kako da je to, ne. Vsi nekako vipamo, kot ne do toga prišlo, ampak tako je tovariš razpravo. Začasne rešitve, ne, pač vipamo, ko pri tom ostane. Zdaj pa tudi vidim po eni strani, pač kako se vse zadeve premikajo pač proti temu streamanju, se pravi delo od doma ali pa pač drugačne stvari. Mogoče se bodo določene stvari tudi ohranile. Recimo, ko bo spet svet prišel nazaj v normalnost, se mogoče bo to streamanje ohranilo, mogoče bomo kaj na tem izboljšali, mogoče ne, na VR-u je ogromno potencijala, tako da možno, ko se bo vsem to izkoristilo v smislu, recimo, ti boš lahko šel v živo na koncert, pa boš plačal toliko vstopnine, lahko pa boš šel virtualno na koncert, če slučajno boš mogel iti na tisti koncert, boš tudi vseeno plačal vstopnino, ne? Vse to sem prej omenil, ne, Kino Šiška ima te hibridne koncerte. Pač, glej, pride nekšna inovacija, pa nekšno ustvarjanje s tem, ko pač je Jaz mislim, da se bo to ohranilo pač v tej smeri. Mislim, da se bo pač ta možnost. Mi smo recimo imeli prakso zdaj poleti, ko smo delali te koncerte do 500 ljudi, ne, in nekako smo pač ene zadeve lejko ufurali.
smo pa dali poudarek bolj na akustiki, ker je pač celotni ciklus je bil imenovan pač Radgonsko poletje, ne. Pole pač akustika in te stvari, ne, in to je zmes pač, če odmislimo tista večja imena, kako so bila zmes Vlado Kreslin, pa Adi Smolar, pa podobno, ne. Smo imeli recimo tudi, ne vem, Martin Ramovš band, ali pa Prismojne profesore bluza in pač teka tudi večinska populacija toliko ne pozna, mi smo ponavadi dali prvi 10 minut koncerta, recimo live stream, ne, prek naše spletne strani, ki je že folk videl, mogoče tisti, ki so ne poznali že to, to pa se nekaj dogaja v Radguni, ne, nekaj je bo, ne, nekaj zanimivega, ne, smo kar predvsej folku tudi potegnili na te način, recimo. Ko so te prišli sicer z malo zamude, ampak prišli so, ne. Ne smo niti stopnine imeli, tako je bilo kar lepo poletje za nas, to je vseeno, na koncu, ne, vsaj to. Kratko je sladko. Ja, pač vse pride, vse odide. Dobro, zdaj videli smo, oziroma vsaj jaz sem vprašal, da dosti ustvarjalcev trenutno zadržuje izdaje svoje, se pravi, imajo pripravljene albume, ampak pač čakajo, ko bi to v spremstvu turneje nekako izvedli, či dočakali ali dočakali to, je zdaj dobro vprašanje. Zanima me pa, če nas čaka zlata doba zdaj bukiranja, pestre ponudbe, žejna publika, ali pa bomo šli čisto v kontrasmer. Se pravi, že to, da so se prezrcalili line-upi za eno leto, vse je že vnaprej nekako rigano. Ne vem, kakšna bo zdaj ključna koordinacija med organizatorji, da ne bo 5 eventov na isti vikend, ko se vse sprosti. Malo me zanima to področje, kaj si mislite o tem, pač, kaj nas čaka, pa kako se bomo s tem spoprijeli. Mogoče ti, Žan, ki si zdaj začel. Ne vem, verjetno na začetku bomo vsi hoteli čim prej, čim več, kar gre, ne. Pa tisto, kar se nam zdi najboljš pobrati. Tako da na začetku zna biti, če se nam uskladili malo preveč istih bendov v kratkem razponu, ne. Ampak, po moje povpraševanja bo, mislim, saj smo toliko na različnih koncih, da na vsakem placu. Meni se na primer ne bi pripeljal v Ljubljano, pa bo tam. Recimo Maribor, enkrat bo tam, ne. Mislim, da se da uskladiti, kar se tega tiče. Ampak, bo pa, mislim, se mi pa zdi, da je bolj, če vsi organizatorji med sabo malo sodelujejo, pač pa da res se malo razporedi glede na datume, da ni vse naenkrat. Ko se stvari vrnejo nazaj v normalnost, bo definitivno potrebna koordinacija oziroma vsaj malo sodelovanja, ne. Da se ne bo prekrivalo. Slovenija je še vsem ful majhna. Ja, mislim, Ljubljana še lahko, ampak severovzhodni del Slovenije pa rabi koordinacijo oziroma sodelovanje. Ker ziher, ko se bo vse vrnilo v normalo, bo nasičenost na pač ja, trgu, ali kako bi mislim, Ljubljana itak najlažje po mojem vse pobere, ne. Ja, problem bo bolj na periferiji, ker je največja koncentracija folka. Tako. Pač periferija bo bolj problem zdaj. Zaradi tega pa bo bolj ključnega pomena, ka vsi sodelujo med sabo. Mislim, da je fajn, če se sodeluje na tem področju. Mislim, da ti se imel dobro ujemalo tako. Se mi zdi, kar je Rose, je to dosti bolj mrežasto, pa eno pravi to in nagučilo, pač, ko se prezrcalijo line-upi za festivale. Kar je to potegnil za sebe, ker že en let naprej vse določeno in nemaš ti, kak band, mogoče ti šansu priti na nikši festival. Ja, mislim, da to pač za manjše bende je dokaj pogubna stvar. Enostavno, resno, ne mreš skoraj več nikam za naslednje leto not priti. Če boš imel resno srečo, boš nekam prišel. Tako mali bendi so zgubili eno leto delovanja. Istočasno pa tudi pomeni pogubno stvar za organizatore, pa tudi za večje bende. To pa zaradi te nasičenosti boš imel dosta stvari naenkrat. Folk, da se razpršil maksimalno, zapravili do na enem koncerti, ne došli na drugi koncert in enostavno
ne je to ni najboljša stvar, ko ga vidim. Že zdaj smo imeli tako preveč vsega in tudi zaradi tega se je preveč folka razpršilo tako čudo. Točno tako, kot se zdaj gledi prav, pač zdaj poleti smo malo videli te kao sneak peek v to, kaj bi se lahko zgodilo zdaj po koroni, ne? Ka bi se naenkrat pojavilo ogromno koncertov in bi se folk razpršil, ne? Pač folk ne bi znal, kam naj ide in te prijavim par folka na tisti koncert, na tretji koncert, na koncu vidiš na isti dan 3 različne koncerte na 3 različnih lokacijah. To se je zdaj čez poletje dansko zgodilo, ne? Zdaj pa, če to prezrcalimo naslednje leto, ko bi mogoče vse normalno nazaj, to bo kar nasičen zna biti. To pomeni tudi veliki minus za organizatora. Itak. Kako si prej omenil, pač manjši bendi, sploh ne bodo mogli zraven priti, ker do organizatorja samo iskali večje bendi. Ko bodo hoteli več folka, več... Sam gledaj, tu je tu en problem, ti če velike bende iščeš, pa na isti dan bokeraš različnih mesta velike bende. To pomeni, ko si 3 dodelali minus zaradi vsaki band za 3 publike dejansko folka. In to organizatora spravi na koleno. To je pač moje mnenje. Seveda, zdaj pač samo špekuliramo, kako da pa pač v praksi bo prišlo, pa bomo videli, točno tak. Še što mogoče bi kaj na to temo? Naslednje vprašanje. Ja, meni se tudi zdi, da bo kar veliko povpraševanje, ko se to znormaliziralo. Zdaj nekako slovenska publika je vedno vajena blatih vikenda, ali pa petek, sobota. Med tednom je bilo malo tako pri nas računati na to, da bo kdo prišel, ampak mislim, da bo zdaj treba tudi, da je med tednom kaj imeti, da se bo vse dalo uskladiti ali pa... Ampak tuji bendi tako so tega že navajeni, ne? V bistvu špila tudi med tednom. Ja, samo boš imel istočasno tudi booking agencije, ker je do poroba vse posedi neka notpurinuti, te pa boš v enem tedni lejko imel 7 koncertov, kar pa ti pomeni, da je vsaki minus delo. Ja, ne vem, ne. Bomo videli, ko bo tako daleč. Pač na začetku bomo itak se vsi zagnali, zato ker bomo vsi hoteli na novo zagnati življenje v svojih klubih, valjda itak. Zdi, da na začetku še ne bo tak problem, ker pač bomo rabili to. Vem, jaz bom šel na vsak koncert pizda, ne, že takrat sem se vozil na koncerte, pa zdaj se bom še bolj verjetno, no. Tako da na začetku se mi zdi, da ne bo glih tak problem, ker bomo itak hoteli ful, bo pa za naprej, bo pa tako, že pred korono se je dogajalo to, da smo pač imeli ful več koncertov naenkrat, ne, že Ljubljana, mi, ne vem, tudi vi, Gornja Radgona, pa pol še Murska se je dogajalo, ne, in je cela pizdarja s tem, zato ker že ko v Ljubljani koncert zgubimo mi iz ostalih mest kar dosti publike, ker je največ ljudi, če gledaš tek v Ljubljani, ne, študenti in tako dalje, pa zakaj bi se vozil kam, če že imaš v redu koncert doma, ne. Pa se zna pa tudi zgodi, da bo že po 2 koncerta se dogaja, da so že v Ljubljani, tako da že tu pol ta problem nastaja, ne. Tako da bo neka koordinacija, sam se mi zdi, da s temu, ne vem, tako, bližji klubi si lahko naredijo kaj takega, sam tako, da bi se pa vsi med sabo neko uskladili, pa težka, kurva. Ja. To je fejst težko, mislim tudi pač tako delovali, ko smo recimo, če smo kakšen dogodek hoteli najaviti, smo gledali tudi na kalendar, zdaj, če se kaj dogaja na tisti dan. Pač prvo to pogledaš, pa če vidiš, kaj dogaja, pa probaš neko alternativo drugo najti, ne. To je že začetek nekaj, pač ko vidiš. Zdaj, glede malih organizatorov, pa vsame, mislim, kao ključno sodelovanje, ne. Pač, ko se nekako med sabo koordiniramo, ko vidim pač,
če to gre skozi, kasneje prekrivali datuma in tako naprej. Ne. Na nek način smo že to v preteklosti, zdaj pa mislim, da bo naslednje leto še imamo tek, mi na primer v placu ne moramo si kar tek sami izmisliti, takrat bi imeli. Ne. Seveda, pa tudi bandi ne morejo vedno. Ne. Imamo v Velenju je ful društvo, elektronika, hip-hop, in že vsi si tako grebemo za koncerte. Ko dobimo en datum, jaz isto grem pogledati, samo upam, da ni v Ljubljani koncert. To prvo, da nisem, ne vem, nek black metal, je zdaj boom. Da ni nek black metal v Ljubljani, ker če black metal v Ljubljani lahko sanjaš, da bodo pršel. Tam to gledam in smo že tudi, da ni bilo nič, pa pol pač je bigal, dobi, ne vem, kdorkoli, nek band, ko je na turneji, glih na ta datum, kaj če, ne. Oziroma isto drugo društvo, glih sam ta datum, nimaš kaj, ne. In ful je glupo, ne, sam smo žal tek mali, da pride do takih stvari, ne. Ja, to se strenjam. Pa folku se ne ljubi voziti, ne. Folku se ne da voziti. No, sem že imel večkrat, tek sem bral komentarje, ko se je folk kregel po Facebooku, ne. Zakaj to ni v Ljubljani? Ja, ta stil, ne vem, To je že večkrat tako, Ja, ne, čist je tek. Kot band bi rad imel 100 ljudi pod odrom, sam pa ne bo šel na drug koncert, ne. Ta stil. Tako da mali je tek. To pa je dosti bendov takih, ki ne grejo na koncerte lokalnih stvari. Sami bi pa radi imeli 1000 ljudi pod odrom. Tako, ja, in tu je že malo skregano z logiko, ne. Res, ja. Ja, dobro, zdaj, če smo že pri bandih, pač kaj delajo bandi, ne vem, se mi zdi, da je trenutno aktualno merchandise, pa uporaba družabnih omrežij, pač social media, pa to. Me zanima pač, kaj mislite o tem, če je virus dal glasbeni industriji zdaj neko dodatno moč, torej pač prek uporabe družabnih omrežij. Pač se mi zdi, da je pač na Instagramu, Facebooku non-stop nekaj bandi. Pač sej logično, nekako oni tudi hočejo preživeti od večjih do manjših. Pa pač me zanima, če je tudi kdo od vas kaj pač opazil, kak trenutno, če se izrablja, dobesedno skoraj povedano, družabno omrežje za preživetje. Ja, saj večji bandi to ziher morajo delati. Morajo nekako priti do keša, ker oni živijo od toga. Pri mlajših bandih je tak. Mogoče bolj za ohranjeni stik s publiko, ne? Bolj tak, ja. No, ga na primer na našem Instagramu samo bullshit objavljam. Pa ja, ampak ne. Si pa ohranil svojo ideologijo. Je normalno, mora biti v toj ideologiji, to je definitivno. Ohranil si stik z nami. Ja, te imaš dobro variante, na primer, edino večja firma, která resno pomaga bandom, za moje pojme Bandcamp. Oni tudi vsaki petek v meseci, konc meseca dajo free of charge. Sicer te nekaj malo košta, ker ti PayPal zaračuna to, ampak večje stvari ne delajo. Tu pa bi še eno stvar pravil, kar sem tudi zadnjič premišljal, kaj je pa najvišje za celotno glasbeno industrijo, ala Deezer, Spotify. To je pa takšna katastrofa za glasbenike, ka čuda. Tam od streama dobiš takšne male zneske, ki jih moraš imeti milijardo, ki ti Jurija nakažejo. In uporabnik dobi neomejeno, za uporabnika je dobro, ker dobi neomejeno kolekcijo muzike za par evrov na mesec, ampak to ne pride do samega ustvarjalca. In tu ne vem, ga že premišljavljam, komu nas dojze v stec. Brez veze. Koliko sem jaz pač spremljal te streaming platforme, pa to ne gre računa, da boš zdaj zaslužil kot band s tem, ali Bandcamp, ali Spotify, ali Deezer, ali karkoli, tu je pač toliko, da delaš na neki prepoznavnosti svoje, ne. Pač gradiš si neko poslušalstvo, ni pa tu zdaj dobička v tem. Bandcamp še najbolj v teh. Kako pa drugače mislite, ko so se odrezala ta socialna omrežja, glede stika z občinstvom? Mislim,
moje mnenje je tako, brez socialnih mrež, se pravi Facebook ali Instagrama, bi bilo scen dosta težje. Že samo ohranjanje stikov z občinstvom. Če bi bili 320 let nazaj, ne, malo se tisto situacijo dajmo. To bi čist drugače bilo, recimo. To dejansko bi ti več pomenilo poznanstvo. Zdaj pa po Facebooku, pa po teh zadevaj, lejko enostavno prideš do novih poslušalcev. Samo tudi, če pravilno vnočiš kovance. Pomaga ziher, ja, definitivno. Ampak ne še samo tisto, kako živo, ne, to se zdaj dejansko vidi. Lejko ti imaš socialna mreža, lejko imaš ti dostop do interneta, lejko imaš, ne vem, kaj vse prek virtualnih zadev, ne, ampak vseeno pa še ni tisto koncert živo, ne, old school. To, na primer, smo mi videli, kako mali band dejansko pri toj, koliko malo v koncertov je bilo, pa to, mi smo mrče kar nekaj prodali. Tako daleč not pričakovano. Že tako, da v živo ti vidiš koncert, mislim, čutiš tisto energijo benda, ne, medtem, ko če gledaš stream, kasneje tam, ampak virtualno, ne je to, pač ne čutiš te energije, ne, ta energija fali, ne, povezanost občinstva z nastopajočim, pa obratno. Ja, tekle, če gledaš stream, pa da ti je všeč naredil fokje, pa šel na internet, pa si naročil majico, ne bo tistega feelinga tega. Živo, kot ti, da je eno majico tega. Ko ti so pred streamom bil, zapad band, star, zapad ide gore na tisto stran, kot ti druga, gazaj, ki, Ja, kaj ne da je isto, znaš, kako imajo streameri, ki piše, ne vem, Sale donated, ne vem, da je pisalo v strani, Sale just bought a t-shirt, pa tako. Hey, Sale, thank you for buying a t-shirt! Tisto, kot prek Twitcha, ne, tisto, kot piše, tisti shake pa shake, doniral 1000 €, kar na streamu, ne. Nikdar ne veš, ko nas čaka, ne. Moramo najti te šejke, ne? Lepi smo. Ne smemo dovoliti, da pride do tega. Ja, to pa res, ja. Mislim, jaz sem še vsano mišljenika, pač. Živo koncerte, to je to, pač. Bomo delali tak, ne. VR-i, pač to nič ne bo nadomestilo, pač živo, mi rabimo koncerte živo, ne. In to je to. Pač zdaj, kako se bo situacija glede korona razpletla, to so samo pač špekulacije, upamo, ko se bo najboljše razpletlo, upamo, ko bo že se celotna situacija na spomlad toliko sprostila, ko bo dovoljevala pač organizacije vsaj manjših koncertov, pa eventualno potem večjih čez poletje. Ampak bom videli, kako je, ne. Zdaj nas čaka najtežji del, ne, ker zdaj je zima in smo fakt, ne, zdaj so že tek so pač nasplošno so zaprti klubi, koliko se sprosti, bojo spet dali, da je lahko en pa pol človek noter pizda, ali pa ne vem, ja, pač kar neki, kar ne vem, večinoma dvoran ne bo nič organiziralo tega, da bo poletja, do spomladi, pizda, no, malo me je zdaj, ko študiram, strah. Ja, mislim, jebeno bo, ne. Do spomlad ziher ne bo nič dogajalo, če glih zdaj vlada govori, en teden zaprti, za en teden podaljšali. Ampak, ja, kako si Herman prav, bla, bla, bla. Pa človek se učimo z prvega vala in če tako gledamo, pa vse se je dol zaprlo tam nekje, 13. marca in trajalo je vse do junija, ko so se zadeve normalizirale. Junija smo komaj lahko začeli pač organizirati band. Normalizirano, ne. Mislim, ne normalizirano, ampak vsaj, ko smo lejko pač nekaj koncertnih dogodke prirejali. Ampak normaliziralo se še vedno. Dokler ne bo čist pač normalno nazaj, ko vem, da pač naši, ki bi rekel s temi, ko sodelujemo, plac pa to pač ne, oni so čist by the book, kar je pač razumljivo in če ne gremo tek, ne bo ništa, oziroma že ko je bilo omejitev na 50, sploh niso hoteli organizirati, niso sploh brez veze, da sem karkoli govoril, ne. In to nas bo kar, no, tu v Velenju, ne. Ja,
Bomo videli. Zato, ker na en plac je dole z mladinskim centrom, prav MCM, ne, in to je pol preveč, ja. Jaz bi tu še eno stvar dodal, ko se še lahko zgodi, kar da pa še hujše, ko se ti točno ti placi zaprejo. Ja, v bistvu ste evo ga placu grozi, se ne ve, kaj bo naredil, nimajo nobenega prihoda, da študirajo, da bojo zaprli pač, zaprl bo zavod, ne, kaj pa če, nima kje druge. Ne. Jaz mislim, da te COVID pač, kar se nam je zgodilo do zdaj, izgovor za marsikaj, kar se je dogajalo. Ne? Če se vi spomnite leta 2006, takrat so bile ene prve pobude, kdaj je bila Janševa vlada, ko bi se dosta takšnih alternativnih kulturnih prostorov zaprlo. Ne? Oni so takrat gradili, to so vse nekšne črne gradnje, ker se izkoriščajo kao za nekšne kulturne, kao itak smo tam nastanjeni več ali meni neki skrajni levičari, bla, 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 ne. In že takrat je bilo napleto, jaz sem takrat mislil, ko došli malo bolj ostro, ampak takrat je bil še precej močen odpor med ljudmi, ne. In se seveda nismo dali in se je šibalo dale, normalno. Tudi še dosta več se jih je dejansko pojavilo, kak je bilo takrat, ne. Da, od 2006 do zdaj so bila, mislim, več ali meni je bila ta zadeva dokaj okej, če dalje več se je nekih novih zadev pojavljalo. Zdaj pa mislim, ko smo pa prišli na to točko, kje da te COVID samo izgovor za to, ko obračunavali z vsemi takšnimi, kak ste vi, kak smo mi, z vsemi pač, ko še nekako malo bolj kreativno, svobodno razmišljajo, ko se ne dajo jih tako na prvo žogico, ne, raznim idejam, pa politikam, pa ideologijam, pa komikoli zapeljati, ne. Tako da, jaz se samo toga bojim, ne. Kaj ne da to grato izgovor resem, ko so zapirali tudi takšne, ker so v bistvu na dobri poti že preledili, pa bi tudi zdaj znali biti, ampak samo zato, ker pač nismo mogoče v trenutni politični situaciji na pravo strani. Ja, Pa, to je to. Zima prihaja, sunce ide dol, ko nas čaka, ne vemo, ampak sunce je prišlo nazaj, gor enkrat ziher. Ja, Tako da bi se... Kak je Rose prav, mislim, kazaj nas čaka tudi pač obračune s tisto nezaželeno kulturo, ne. Bomo Pač... se v temi pripravili. Ja, ja. Mi smo bili vedno v kmici, tako smo tudi zdaj. Točno tak. Ja, kaj bi se rad zahvalil vsem za sodelovanje v tom podcastu. Mislim, ko smo vredli debatu sfurali, če imamo mogoče še tukaj za dodati prosto, če ne pa resno, hvala vsem za sodelovanje. Se čim prej vidimo v pivu, da rečemo, kako je. Tako. Ja, moje kupice je že prazno. Hvala vsem, ko ste razkerili svoj čas, pa se odeležili tega podcasta. Upam, da to ni zadnji podcast, kaj to šele prvi med mnogimi. In upamo, ko bo kultura prišla nazaj na svoje tirnice, ko bo življenje isto prišlo nazaj na normalne tirnice. Upamo, da v začetku naslednjega leta pa pustimo se presenetiti, ne. Hvala tudi vsem gledalcem, što je gledal, pa do naslednjič. Do naslednjič. Hvala lepa. Čau.